draga crkva, na vsej področju mojega in tvojega vsakodnevnega življenja, da se dogajale stvari, da prihajale dogodke, da sad duha na preizkušnje. Sad duha bode v tvoje življenje na preizkušnje. In to so doživljali tudi Jezusovi učenci. In to so doživljali vsi Božji služabniki, vsa Božja deca skozi celo zgodovino. In ko boš ti uspešen na tom področju, je odvisno od tebe samega. To, kot je sestra Suzana tudi v nedeljo pravila. Od tvoje odločitve, stvar tvoje volej je ne samo tvojih trenutnih občutkov, kako boš se odločil. In to je ne samo na samoobvladanje, pač pa tudi na vse druge področja. Ko postavljaš na prvo mesto v tvojem življenju. Ko je tisto, ko je tebe najvažnejše. Ko postaviš na tisti prestol. Dostakrat uporabljanje citat, tiste Jezušove besede, nam davajo veliki izziv in pa tu odgovor, ka se znamo orientirati glede toga, za koj mu se odločili. Matej 6:33. Što zna, ko to piše? Ja, iščite najprej. To piše to. To so Jezušove besede. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to, ko pred tistim našteva, vam bo navrženo. In če bi 32 veršoš, ene veršoš prele gledali zadnji del toga veršoša, to piše to. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Nebeški oče zna za moje in zna za tvoje potrebe. On zna za vse moje in za vse tvoje potrebe. In zato nas tu Božja beseda opozarja, ka ne treba, ka bi se dva skrbela za to. Če se Bog skrbi za mene, če Bog zna za vse moje potrebe, ti je zadosta njeme zavipati, njeme vrvati in pa dodati svoj delež. To, ko jaz moram dodati, in dragi moji, Bog da to sigurno blagoslovo. Bog da to sigurno blagoslovo. Če njega postavi na prvo mesto. Amen. Mnogo in mnogo in mnogo krat sem doživel. Tudi v tom letu. Bog da blagoslovo. Dragi moji, isto velja tudi v odnose do drugih, odnose do bližnjih, odnose do naših prijateljev, do sosedov, do znancov. Najprej nebeško kraljestvo. Najprej nebeško kraljestvo. To, ko se ide za večnost, te zemeljske stvari. To je Božji red. Če mi to želimo sprijeti ali ne, to je Božji red. Mi ne smemo Božjega reda prirediti svojim potrebam ali svojim predstavam ali svojim zamislim. Sad duha pa je. Podočno ste mu gledali nevodnosti nasprotja sada duha. Ko je to? Dela mesa. Isto v Galatancom piše. To so ta dela mesa. To so nevarnosti, které nasprotujejo sade duha. Jezus nas je na več mestih opozoril na nevarnost, a na eno veliko nevarnost pomanjkanja prinašanja sada. Znate, ko s tem želi opozoriti tudi mene in tebe na dejstvo, koliko je pomemben sad duha v mojem in tvojem vsakodnevnem življenju. Dve mesti pogledamo v evangelijih, které nam razodevajo Božjo voljo glede sada v naših življenjih. Glede sada duha v naših
osebnih življenj. In najprej pogledamo v Matej 21. 2 vrstice, 18. pa 19. vrstico. Božja beseda je to pravi. Ko se je Jezus zjutraj vračal v mesto, je postal lačen. To je šel nazaj v Jeruzalem. To je bilo pred njegovim trpljenjem, pred njegovo dokončno zmago, kako povem. Od poti je zagledal smokvino drevo in šel k njemu. Toda na njem ni našel drugega kot listja. Ta smokva je ne prinašala sada. Ne je imela na sebe sada. Rekel mu je, to je smokve, to med dreve, je pravo, naj ne bo nikoli več sadu na tebe. In smokva se je pri priči posušila. Dragi moji, kako resna obsodba. Kakšna resna obsodba. Ali Jezus najde na mene, na tebe, sad ljubezne, veselja, sad mira, sad potrpežljivosti, ali najde na mene, na tebe, sad blagosti, sad dobrotljivosti, sad zvestobe, sad krotkosti, ali najde na mene, na mojem, na tvojem življenje sad samoobvladanja. Če toga nega, če nemam sada duha, dragi moji, te je nad tvojim življenjem obsodba. To, kako je Jezus obsodbo povedal na to drevo. Te je nad mojim, nad tvojim življenjem obsodbo. Te je moje in tvoje življenje sujo, posušeno, obsojeno na pogubo. In pa še ena bolj strošna stvar, pod večnim prekletstvom. Jezus je s tem dejanjem jasno pokazal, ko se zgodi tistim, kako povem, krščenikom, tistim kristjanom, štiri ne prinašajo hrane, tu se je šlo za hrano, Jezus bil ločen, štiri ne prinašajo hrane tistim, štiri idejo mimo njega po poti življenja in pa so ločni. Tu se je šlo za fizičen sad, ali v mojem in tvojem življenju se ide za te sad duha, za duhoven sad. Jezus pa učil še eno drugo stvari, o Božoj milosti in pa Božjem potrpljenju. Brez toga, nažalost, bi vsaki med nami bil obsojen za večni propad. Poglednimo, ko je zapisal evangelist Luka v 13. tale. Luka 13, od 6. pa do 9. verša. Ještě ena Jezušova prilika, štelo je povedal, kaj bi nam pokazal, kako važno je prinašati tej sad. Luka 13, 6 do 9. Bi Božja reč pravi mene in tebe to. In povedal je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku, glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Ne najdem ga. Posekajo, čemu izčrpava zemljo? Tej vinogradnik, ta pa mu je odgovoril, Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Dragi moji, mi vsi, vsaki med nami, mi vsi štiri smo sprijali Jezuša za svojega osebnega odrešenika. Mi vsi smo zasojani v tom Božjem vinograde.
Vsaki med nami smo zasojeni v Božji vinograd. Kaj bi naj prinašali sad? Jo, tudi mi imamo smokve posojene. 4 imamo posojene, ne samo eno. Tej gospodar je imel eno smokvo v tom vinogradu. 4 imamo posojene. Ene že prinašajo sad, za druge pa bi pa mu kado prinašale. Ene so že lani prinašale sad. Pa znate, kaj je dober bil? In to letos smo že 2 dojzeli. So dobre bile. Vidite, ko to pomeni prinašati eden okusen sad. Vsi mi smo zasojeni v Božjem vinogradu. Ene malo dugše obdobje, ene menje. Vsi pa z namenom, kaj rodimo sad. Kaj prinašamo sad. Gospodar je sikdar tiste, štere pričakuje sad in je do njega tudi upravičene. Moj in tvoj nebeški gospodar od mene in tebe pričakuje sad. Ne za mene in za tebe osebno, pač pa za njegovo, za nebeško kraljestvo. Naš odrešenik dnevno prihaja iskat sad v moje in tvoje življenje. Dnevno prihaja iskat. Prihaja gledat. Ko rodi življenje tega mojega deteta. Kakšen sad prinaša. Aleluja. Dragi moji, nad mnogimi je navdušene. Nad mnogimi je navdušene. Ali sem ge, ali si ti med tistimi, nad šterimi je Gospod navdušene. On prihaja gledat, kako te sad dozoreva, kako te sad vsebuje, kako se te sad razvija. Koliko časa je že preteklo, kaj v tvojem življenju, mogoče, ja ne vem, za vas ne vem, kaj v tvojem življenju mogoče najnojšo sada. Nebeški gospodar. Koliko časa je preteklo, kaj mogoče izčrpavaš duhovno zemljo, vendar nega pričakovanih rezultatov. Tako smo prešteli 3 leta. 3 leta. Če bi to malo noči probali, za dosta dolgo obdobje priložnosti, da se pokaže eden rezultat. Kupili smo tu eno drugo drevo in te sem eno pito, eno vrtnarko, pa kako to, pa že imamo 2 leti, to drevo pa ještě nikaj ne rodi, letos je tu lepo cvela, takše lepe cvete, ne vem, če eden zve ještě negor, ali njega sada. In te mi je tista vrtnarka pravila, tako, najmenje 3 leta more biti, kad bi naj začala ta dreva roditi. Najmenje 3 leta more preteči. In tudi smo prešteli 3 leta. 3 leta priložnosti, kad se pokaže rezultat. In tu Jezus. Jezus je zdaj pokazal na svoje delovanje med ljudmi. 3 leta in še malo več. Njim je bil na razpolago v njegovom delovanju, kad se naj odločijo in začajo prinašati sad za večno življenje. Dragi moji, mi živimo, jaz in ti, mi živimo v čase Božje milosti, v čase njegovega usmiljenja. Ali tudi to obdobje, da se je končalo. Tudi to obdobje, da je minilo. Tudi to obdobje, da se zaključilo. Vinogradnik je tome svojome gospodare dal eden predlog. Po toj priliki štero smo prešteli. Dal je tome svojome gospodare eden predlog. Predlog
za podaljšanje časa usmiljanja. Znate ko, gospodar je to sprijel. Gospodar je to sprijel. Ne je probo, ne tok sam probo in da gotovo. Ne, tej gospodar je to sprijel. Ali njegova odločitev se pa ne spremenila. Ne, on je sprijel podaljšanje časa milosti, ali njegova odločitev je ostanila trdna. Če ne bi prišlo do rezultata, če pa ne, jo boš posekal. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Če po letu dni, če po okopavanje, po gnojenje, počasi dodatne milosti, ne da sada, te pride obsodba. Dragi moji, mi živimo v tom času milosti, v tom času dodatne milosti, v tom času okopavanja in pa gnojenja, v tom času duhovne oskrbe naših življenj. Mi živimo zdaj, dnes, včeraj, predvčeraj, ne vemo, če bomo jutro ještě imeli to priložnost, živimo v tom času dodatne Božje milosti. Štera traja od Jezušovega prihoda. Čas dodatne Božje milosti. Daleko bili mnogi odrešeni. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, ka bi se nišče, štera v njega vrže, ne pogibil, pač pa imel večno življenje. Gospodar pričakuje, da se končno pokažejo te duhovne rezultate, da končno obrodimo duhovni sad, štere se ne bi smučil. Štere se ne bi smučil z moje vust, z tvoje vust. Pač pa da se resnično videl, štere da se dal okusiti, štere pa do ljudje resnično leko okušale tiste, šterimi sem blizu. Dragi moji, nebeški gospodar, to pričakuje od mene in tebe. In ti v okolici okoli sebe smo to dužni. Ja, jaz in ti smo to dužni v okolici. Zato, dragi brat, draga sestra, odloči se. Sestra Suzana je zadnjič pravila, mi se moramo odločiti, jaz se moram odločiti. Moja odločitev je, odloči se, da spremlješ to Bože, to nebeško okopavanje in pa gnojenje. Ka izkoristiš te čas dodatnega usmiljanja in boš prinašal sad svojemu gospodarju. Koliko je to mogoče? Koliko je to šlo? Koliko to ide? Ko bi pravil odgovor toga? Jezus pravi tok. Janez 15:5. Tok pravi Jezus. In to gre tej način. Pravi tok. Jaz sem trta. Jezus. Tej vinogradnik. Jaz sem trta. Vi ste samo mladike. In trta tisto debelo, tisti trdi les prinaša sad? Ali što prinaša sad na trte? Mladike. Jaz sem trta, vi mladike. In dole pravi to, kdor ostane v mene, što ostane v njeme. In ne samo to, što ostane v mene. In jaz v njem. On v mene. On v tebe. Ta rodi obilo sadu. In zaključek toga. Kaj ti? Brez mene. Jezus pravi, brez mene ne morete nikaj činiti. Amen. Brez Jezusa. Amen.
Brez njegovega posega ne mreš. Ne mremo nikar činiti. Amen. Aleluja. Amen. Amen. Dragi moji, Sveti Duh nam je na razpolago. Štiri nas ščita loti naprej. Štiri nam dava moč. Štiri nam dava priložnost, da obrodimo ten sad. In lahko te na ten način dosežemo te večne nebeške cilje. Aleluja. Jaz sem trda, vi mladiki. Kdor ostane v mene in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete. Brez Jezuša ne mremo storiti ničesa. Naj Bog blagoslovi vsakoga med nami. Kamo z njim. Ne toliko ger, ne toliko se ti predstavljaš, pač pa to, ko on pravi, skozi njegovo drago. Ko on pričakuje od mene in z njim mu lahko